prepovedujem. Čau. To na celi črti boš popustil, ja boš ga prav potihem spustil. In če verjel boš zalomil, nič ni važen, sam prosim, da ne boš odklonil. Prvi enkrat sam me, prvi na vas glav. V redu, Jure, ne smej se, ampak lej, ni ga čez... Dober stranični humor? Tudi, recimo, ampak pa tudi čez dobro prebavo pa vse, kar sodi zraven, recimo, no, mislim, lej. Pika. Ne? Ja. To sploh ni smešen. Pravzaprav začenjam tole najno, kako se že temu reče, sredino popoldne, s pravzaprav zelo resno temo. Namreč, že smo povedali, da je danes svetovni dan stranišč in Združeni narodi so na predlog Singapurja julija 2013, 19. november, razglasili za svetovni dan stranišč. Ob tem naj bi se spomnili, da še vedno 2,5 milijarde ljudi po svetu nima ustrezno urejenih toalet in da kar 1,1 milijarde ljudi opravlja potrebo na prostem. Zagotovitev ustreznih stranišč bi lahko več kot 200 tisoč otrokom na leto rešila življenje. Pazi, Jure. Ja, pazim. In ne boš verjel, na stranišču preživimo 3 leta svojega življenja. Torej, pa si predstavljaš? Recimo, da si lahko predstavljam. Ja. Skratka, tisto, kar ne sodi v telo, ne gre ven, če mene vprašaš. Kolikrat na dan pač to je potrebno. Tako, oziroma ne, se izide. Ja. Ja. No, a veš, kako je bilo, ko je Črnc ujel zlato ribico, ki mu je obljubila izpolnitev, vse veš, klasika, 3 želja, če jo spusti nazaj v vodo. Črnec si je zaželel. No, rekel je takole, rad bi bil bel, rad bi imel vedno dovolj vode in rad bi vedno gledal gole ženske riti. Joj, ne. Joj, ne. A veš, kaj se mu je zgodilo? Mislim, da vem, ja. No pa povej. Postal je straniščna školjka na ženskem WC-ju. Danes, ne? Ja. Danes pa izbirate glasbo, ki ima, namreč morava povedati tudi to, da je danes tudi svetovni dan moških, ne? Ja. Bogi To ne pomeni, moški. da je svetovni dan moških stranišč, ampak Ne, da je dan ampak stranišč in dan moških. Ja, in da vpleteva vse skupaj v tole zgodbo, ki se jo zdaj le greva, ne? Predlagava, da izbirate glasbo o moških oziroma pesmi, v katerih so nekako... Se poveličuje moške. Moški, ne, recimo, ne vem, moški čaj ali pa moški, Lari, Fari, pa še kaj podobnega. Ja, recimo. Ne. This is a man's world. Yeah. Ne? Ja. Skratka, a nadaljujeva. Ne morem si predstavljati življenja brez Mujota in Hasata. Čak, da lepo prosim, kako to misliš? A si čustveno na nju navezan ali kako? Ma ne, ampak vedno znova mi popestrite življenje. Naprimer, a veš, ko je Haso prinesel Mujotu gate za rojsten dan in Mujo ga je vprašal, kaj pa je to? Ja, to so spodne hlače, ne? To oblečeš, predno oblečeš hlače. No in, a veš, ne, Mujo je bil pameten. Jaz tega ne rabim, to je za mestne učene ljudi. Haso Mujota spodbuja in mu reče, probej pa boš videl. Je bolj higienično in še toplej ti bo. In ne boš verjel, naslednji dan zjutraj Mujo res prvič v življenju obleče gate. In čez nekaj časa ga prime na stranišče. Ja, logično, ne? Normalno odide na stranišče in sleče hlače, gate pa pozab sleč. Ne, čak. Bom jaz povedal do konca. Skratka, Mujo opravi svojo potrebo in pogleda v školjko. In reče, hudirja, pa je res bolj higienično. Obleče hlače in odide stranišče, na to pa reče, pa še bolj toplo je. Tukaj le nama naše uredništvo sugerira, kjer komad bi bilo dobro zarolati. Pa ne vem, če smeva to na glas povedati. Zakaj pa ne? Zato, ker ga ne bi rad slišal tega komada. No, naslov ima pa zanimiv. Mislim, tisto, kar sva izpostavila danes. Ne? No, dejva takole reči, no. Radi bi slišali, srečen, ker sem moški. Ja. Ali kako gre to? Damjan Murko. Prosim, da tega komada zdaj ne rolamo.
si že luškan. Bi to šlo. Hvala. To je moja glasbena želja na današnji dan, ko je dan moških. Okay. Ja. Dobro, pa kaj si pa ti sploh misliš o dnevu moških? Le ženske Koliko si mislim o dnevu stranišč? Dobro, le ženske podobnega. lepo praznujemo dan žena, pa še moški zraven, ne? Res je. Zakaj pa moški dosti nič ne praznujemo? Ne sem moški, pa antipod dneva žena praznujemo. Noč čarovnic. Ja. Noč čarovnic je isto, kot dan žena, samo da je po noč. No, dobro. Lej, jaz sem zdaj metlo zamenjala za malo bolj moderno opremo, se pravi, unsesalc za prah je čisto redo. Dobro. A če pa še tale zadnji skeč prebrati, oziroma gavštino. No, ja, v redu. Ja. No, poslušaj tole. Ja, ok. Ga bom prebral. 3 programerji so stali na stranišču in ko prvi konča, se odpravi k umivalniku, da bi si umil roke in začne se roke sušiti zelo pazljivo, trga koščke papirnate brisače drugega za drugim in si obriše vsako kapljico posebej, ki mu je še ostala na roki in reče: pri Microsoftu smo naučeni biti zelo natančni, je pojasnil drugima 2. In drugi programer opravi svoje opravilo in se odpravi k umivalniku, si utrga en košček papirnate brisače in se obriše roke tako, da porabi samo 1 centimeter brisače in reče: pri Intelu smo poleg natančnosti naučeni tudi varčnosti, je pojasnil. No, tretji programer je prav tako končal, nato se odpravi proti vratom in zakliče čez ramo: pri Androidu pa si ne ščijamo po rokah. Tako da... To, da vemo, a ne? To praviva z Andrejo, ki imava dobre telefone. Ja, pri Intelu torej, so še šparovni zraven. So še šparovni. Po gorensko. Odlično, imamo 3 dobre komade, ljudje so veseli zaradi tega, ker so naju slišali. To je pa navsezadnje tudi tisto, kar je cilj. Dejansko. In zdaj mi še enkrat zaupaj, Jure, a si srečen, ker si moški? O, boh te nima rad. Srečen sem, ker sem moški. Če pa ne bo tistega komada, bom pa še bolj srečen. A ti smem še nekaj zdajle povedati? No, A veš, kam grem jaz zdajle? No, povej. Po domač povedano, scat me tiši.